Kaj bi vi rekli enemu, bom rekel, 12-letniku ali pa 12-letnici, ki, ne vem, gleda vesolje, gleda nebo po noč, sprašuje se, kaj to je, pa bi recimo zanimala bi ga ta pot, po kateri ste vi šli. Kaj bi mu v tej točki predlagali? V življenju marsikaj zavisi od vas, marsikaj pa tudi od okoliščin. Nekatere stvari se včasih sestavijo, druge se pa brez vaše krivde pač ne sestavijo. Ne? Tako da razmišljati pri 12 letih, jaz bom ratal nek znanstvenik in tako naprej. To je super. Samo da starši ne razmišljajo, da se bo to zgodilo. Skratka, starši ne dostikrat majčkeno zmanjšajo svoje apetite po tem, kako so njihovi otroci vrhunski športniki, vrhunski to in ona. Dajmo jim malo življenja pustiti, malo da se na dvorišču brcajo žogo, malo socializirajo in podobno. Sploh ne bo škodilo, zelo koristilo bo v resnici vsem. Potem pa seveda izkušnje je treba začeti pridobivati. To bi pa zdaj zgovora neposredno 12-letniku, 12-letnici. Te izkušnje pomeni, če vas nekaj zanima, za Boga poiščite informacije, pa kaj preberite, kaj poslušajte, kaj gledajte in tako naprej. Ampak izkušnje niso samo take pasivne, da ti sprejemaš neko znanje, kaj je v drugoti. Izkušnje so tudi aktivne. Recimo pri vesolju in sploh pri pogledu na naravo, na svet, blazno je pomembno, da greste v naravo. Zelo preprosta stvar in Slovenija je fantastična. Ves rumeni tisk je poln tega, kako je to neka nevarna dežela, kjer vas bo tukaj zgrabil medved, tam volk, potem neki šakali se širijo, kriminalije menda in tako naprej. Ja, poslušajte, kdaj je ta zadnja resna poškodba bila zaradi medveda, zaradi volka jo itak ni bilo, šakali še nikoli nič hudega. Ljudje, število resnih kaznivih dejanj, krvnih deliktov je v Sloveniji k sreči izjemno nizko in dokaj stabilno. To pomeni, se zgodi, ampak primerjajte se s kakšnim drugim svetom, pa boste videli, kako smo srečni. Z drugimi besedami, kar hočem povedati, saj vam nobeden nič noče. No? Pejte, odkorakite lepo na travnik, v Sloveniji se dajmo zavedati, da lahko hodite čez travnik, tudi, če je ta travnik v privatni lasti kogarkoli. Čez travnik se sme iti, razen seveda, če je visoka trava, pa boste škodo delali, to pa ne. Ampak po poti, ki tudi morda ni javna pot, lahko hodite, skozi gozd se lahko sprehajate, to privilegij imamo. Tega privilegija marsikje nimajo. Poglejte Združeno kraljestvo, poglejte Združene države Amerike, obstaja zadeva, ki se reče public footpath. To je zaradi tega, ker samo po tistih stezah lahko hodite in samo v narodnih parkih lahko hodite, drugod pa ne. K sreči to v Sloveniji ni tako in taj vrednote se malo premalo zavedamo, da jo ne bi kdaj kdo prekršenega na hitro sprejetega zakonskega predpisa nam vzel. Namreč kaj se na koncu zgodi? Ja, pejte ven, pejte tudi po noč ven, pa brez baterije, lepo prosim. Sej so zvezde, pa mogoče je malo lune na nebu, sej se vidi, sploh ni problem. Potem mi se da super hoditi, pa še zabavanje, če ne vidite, sred gozda malo tipate stezo, ki je z nogami dobesedno. To so izkušnje, ki vam totalno spremenijo pogled na svet. In recimo moj oseben pogled se je tako oblikoval s taborništvom. Bil sem tabornik in to, da sem bil tabornik, pomeni, da sem bil že v osnovni šoli seveda sred noči po koncu. Boste rekli, pa je pa rato astronom. Ja, nima veze eno z drugim. Astronomi v resnici dostikrat delamo lepo čez dan, kad delamo s kakšnim teleskopom na drugem kontinentu ali pa posnetimi podatki. Ampak zgodba je takšna, nehaš se bati. Sredi noči si na straži, brez veze, kaj bom stražil tisto zastavo, ni važna zastava. Važno je, da kot majhen mulj spoznaš, da obstajajo zvoki v gozdu, da se živali pasejo, da se to sliši, da ptiči letijo, da kakšna veja poč, da majhen veter čist blago zapiha, pa je to en tak prav čuden šelest, ker na začetku ne veš, kaj se pravzaprav dogaja. Sčasoma pogruntaš in začneš to kot neko intuitivno vrednoto imeti, ki vam zelo pravzaprav veliko pomeni. In sčasoma seveda opazuješ okrog sebe, pa seveda ste v neki taki skupnosti, recimo taborniki so super skupnost, ker v današnjih časih to mogoče ni več čist tako, ampak recimo primerjava.
V naših časih se starši še niso tako zelo bali za svoje otroke in pravna stroka še ni tako zgrabila vseh za vrata. In posledično, ja, ko sem bil v 2. letniku gimnazije, sem bil taborovodja, to je bilo običajno. Kaj to pomeni? Bil sem drugi najstarejši na celem taboru, kjer nas je bilo 45-50. Bil je še starešina, kaj je bil pa starešina? Ja, on je bil pa iz 4. letnika gimnazije. In starši so to popolnoma gladko požrli in ni bilo nobenih težav. Nihče ni rekel, da je kaj narobe. Ampak naučili smo se po odgovornosti. Seveda je bilo treba planirati, vključno take stvari, da imamo pa tam seveda majhne otroke in nekje do 4. razreda je treba paziti, ko boš s tistimi stražami nočnimi, kad drugače seveda ne bojo upali s šotora, pa se bodo polulali, pa bo to, pa uno, pa tretje. Seveda, ko imaš pa enega v 8. razredu osnovne šole, pa ne samo, da ga daš na stražo ob 3 zjutraj, ampak si še naštimaš budilko, tako da mu bo šel zastavo v kras, ker če gre mulj spat, ima za pogrunta, da ima za biti zunaj na mrazu, ker ima za kakor neko čast branta. To so take igrce, ki pa na koncu ljudem povejo, da niso tako polni sami sebe in da imajo eno odgovornost do drugega. Tako da moj kratek nasvet, malo poglejte, pa malo berite, predvsem pa gledajte okrog sebe. Noro dobro je, ko gledaš okrog sebe in predvsem nič ni nevaren, tudi tisti sosednji gost ali pa travnik, pa tudi če je sretno oči. Nič se vam mnogo hudega zgodilo in v tem smislu tega ljudje dostikrat to pozabljamo.